Tole so 143 glave, Tokyo Drift prihaja, obljubim, pižama ga je že gledal in je, boste slišali. Tole je posnetek iz Ljubljanskega gradu, kjer smo bili jaz, Pižamc in pa Boštjan Napotnik Napo in smo naredili take v bistvu weird zadeve vezane na hrano. Je live posnetek, tako da zvok ni tak kot ponavadi v glavah, ko sedimo v studijih in vse ostalo, ampak dejansko se zelo fajn sliši in sem bil kar zadovoljen. Mogoče se publike malo premal za moj okus, ampak valjda ni bil noben mikrofon tja usmerjen. V glavnem, najbolj pomembna novica je pa to, da sem jaz na aparatus.si pošiljnica podpri spostavil en nov sistemček, ki bo mogoče kaj več omogočal, tako da če imate neko željo podpreti glave, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri in postanite krajcar ali goldinar. Zdaj, kaj to pomeni, si boste tam pogledali, gre že spet za podporo, ki se mesečno ali pa zdaj celo letno obnavlja, pa če letno različico izberete, je celo nekaj popusta. Zdaj, ko bo vas Pižamcem imela kakšne žive dogodke, tisti, ki podpirate, boste absolutno prvi obveščeni. Dejansko pa ta sistem omogoča še kakšno reč, ki bi bila v prihodnje, mogoče celo kakšen dodaten content, temu Američani rečejo, kakšna vsebina, ki je bila samo za tiste, ki podpirajo, bojo pa glave v tej obliki, ki so še vedno brezplačne, tako da tudi vsi ostali ne skrbijo, ampak res, če hočete, dejte podpreti to, kar delava, ker se vem, kako je na internetu, vse je zastonj, zdaj sem narekovaje delu, tega ne vidite z prsti, ampak ja, jaz mislim, da je prav, da se zadeve tudi podpira, tako da podprite. Aparatus.si pošiljnica podpri in pa potem mi javite, če vse dela tako, kot sem si jaz to zamislil in upam, da sem prav poklikal. Moj bog, koliko stresa. Napišite pa to tudi v Discord, naš Aparatus klub, povezave je v zapiskih. Tako da to je to. Zdaj pa grad, Pižamc, Napo in jaz. O hrani, ker vsi vemo, da jaz največ od teh treh ljudi vemo hrani. Zdaj pa gong. Zdaj pa, da na kratko še napovem naše današnje goste, pa če začnemo kar s prvim, Boštjan Napotnik. In sicer napisali so pa tako. Napisali so pa sami vse tako simpatične opise, da če dovolite, jih bom kar prebrala. In sicer Boštjan Napotnik še vedno kdaj kaj pove na Radiu Študent, v Mladini tedensko popisuje vtise iz slovenskih gostiln, kar skuha v domači kuhinji objavlja na blogu kruhinvino.com in v kuharskih knjigah, v službo pa hodi v agencijo Futura, kjer snuje oglaševalske kampanje. Potem na sredini Boštjan Gorenc Pižama. Je avtor knjižne uspešnice slovenski klasiki, komik in sovoditelj podcasta Danes praznuje. V pripravljanju hrane uživa skoraj toliko kot v njenem uživanju. Potem na koncu pa še Anže Tomič. Je sovoditelj podcasta Odbita do bita in človek je pri 36 prvič gledal Harryja Potterja s pižamo. Zdaj bi mogel, da te jaz pozdravim, da jaz sem pa človek, ki je pri 45 prvič gledal Hitre in drzne. To je šele škandal. Najlepša hvala, Petri, za ta dovod. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na še enem pogovornem prehrambenem večeru, kjer ne bomo šteli kalorij, šteli pa bomo bizarnosti, ki smo jih našli, midva z Anžetom predvsem na internetu, Napo pa verjetno v kakšnih starih kuharskih bukvah, člankih, v telefonu. Danes imamo, tisti, ki ste bili z nami spomladi, se mogoče spomnite, takrat je bila z nama Eva Košak, takrat smo se pogovarjali bolj o rimskih časih, ko so ta prvi grad, oziroma tle Postojanko postavljali, pa pol srednji vek in tako naprej do renesanse. Danes bomo pa začeli z francoskimi časi, z ilirskimi provincami, šli naprej v obdobje, ko je tukaj na Grajskem griču bil zapor in na to seveda potem še malce se podružili z meščansko gospodo.
pred drugo svetovno vojno, mogoče tudi po njej, sam takrat niso več rekli gospoda. To je tako pravzaprav, ampak te naši, tako bi rekel, te količki trije so zelo, zelo ohlapno pribiti v podstat našega pogovora. Mi pa sploh še nismo pribiti. Ja, ne še. Čeprav nekdo dela na tem. Čakamo na dovoljenje. Ja, lahko izpiješ. Bog. Zdaj v bistvu prišli 3 ljudi gledati pit. Ok. Dober. Je, ne? V glavnem, tako da začeli bomo, preden bomo pa začeli, pa rabimo nekaj za prebit let in kar je naslov današnjega pogovora, ne, zakaj so te vilice, nekako aluzija na tisti pribor, ki ga fina gospoda uporablja pri tej ali oni jedi, ne, sploh na banketih, ki imaš pred sabo 46 kosov pribora. Bi začel kar s tabo, Anže, kaj je ali najbolj nenavaden kos pribora, s katerim sedo, ali pa kos pribora, ki ti je najbolj pri srcu? To je ena in oboje sem združil. Imel sem jo, ne najdem je več, kar je v stanovanju sem jo zgubil, kar je še slabš. Ne vem kako, zdaj povedal kaj. Se pravi, ko sem bil prvič v Ameriki, sem si jo naročil na naslov, kjer sem tam bival. Zdaj si že ful govoril, pa nisi še povedal, ti se res... Hočem nahajpati, kapol je zelo weird stvar. Glavnem, naročil sem si jo že, ko sem bil v Sloveniji, pa sem pa kaj pršen, dejansko me tam čakala ta stvar. In je bila seveda Star Trek official merchandise, spork, se pravi, ne žlica in ne vilca, oziroma kaj že Key and Peele sketch, ki reče spafun. Najslabše od obeh svetov. Ne, ampak ta je bila res cool, zato ker je bila kao... Pol na uni strani, ker očaje pa še tako nožek. Ne. Ta je bila prav mišljena, kao, da to dobijo vsi, zdaj vidite, kakšen treki sem, da to dobijo, slabo. Kaj pa, če tega ne povem? Kar povej. Valjda je to čisti marketing, ampak kao, da to dobijo vsi kadeti akademije za Starfleet. In to sem full hotel imeti in sem z njo jedel non-stop. Moja draga, zelo nervozna vsakič, ko sem jedla. Zelo rad sem imel za pašto. Kaj je trajalo 2 ure, da si tisto juho pojedel? Ne, juhe nisem. V bistvu to je zmerno ta dilema pri pašti, če so makaroni, če niso špageti, če je nek makaron, s čem ješ? A ješ z vilco ali ješ žlico? Ljudje bi rekli z vilco. Mogoče. Lahko tudi z žlico. Imaš pa žlivilco. Ne, ampak tehnično gledano sem imel vedno prav. In sem imel to krat in bojker naenkrat zginila. In sem Uršo vprašal, če je ona stran vrgla, ki je res ne marala. Rekla, da ne. Tako da ne vem, kje je. Ne vem, lahko je v kuhinji, kje je odpadla. Ne razumem, ni je več, jezen sem. Mogoče je kdo bimo up. Ja, skoraj. Ampak res fuleva dobra. Gore je bil kaj že slogan v latinščini, sem pozabil, kaj se mu reče, od akademije iz Starfleeta, logo od Starfleeta, pa tako dobu si jo v eni taki pakongi in... Materijali, pa kakšne materijali je to? Ne, iz titana je bila. To je tako, to je lahka. To polka, recimo, ki si str, ti jo lahko na mest kovkano oddajo, ker že ima to. Ja, šalco narejeno. Na pakongi je pisalo tako, cadet, this is your Starfleet issue spork, pač vrhunska stvar, ki jo nimam več. Čas za generalno čiščenje. Kako bo treba spucati ta flet enkrat? Boštjan, kakšne je pa tvoje priborske izkušnje? Kitajske palčke. To se mi zdi najbolj bizarno in najbolj brezvezno. Mislim, če imamo ful boljših orodij za to, zakaj se tam matraš zunaj? Itak imaš prste zdaj, če hočeš to prijeti. Ampak iz župe ven nudle. Ja, mislim, jih pa pač ne vem, najprej župo posrebaš in pol tist nekak šlo, ampak te palčke so tako, mislim, tak nek podaljšek, kot neka bergla se mi zdi, nek invalid zgledaš s tistim, ne? Ali priješ tam zdaj na kjer, pol že, zdaj če si ti, ne vem, 100krat tam, ampak prvič, ko priješ pa tam neki kjer prst, pa pol gledaš uno risbo gor na unem papirju, probaš skozi prstan tam nekaj namakati, pa tam pa stisniti, pa je zdaj prav, pa je lahko zdaj z levo, ker sem tam, ali moram zdaj z desno, ali ne. Skratka, tako se mi zdi malo
res tako neuporabno. No. Kaj je bil moj trik, ko sem začel hoditi v Kitajske, pa ko še nisem obvladal? Pač, ne razlomš je. Veš, kaj dobiš kitajske une, ki so na vrhu, ne? In pač samo tako malo si prste da vmeš. 6 ur ješ. Ja, vsak rižek posebej. Kitajska skojševalna, invalidovna, tako le rižek po rižek pa bo. Dejansko toliko počasi ješ, da ima negativni kalorični vnos, tako kot kumarce ali pa lubenica. Ne, jaz pa dejansko, jaz štekam to dilemo, ker jaz tako kot je Žan rekel, tudi obvladam, kar koli to pomeni, pač znam načeloma jesti s palčkami, ampak pa tisti na koncu ostane. Ne. Ni šans. Vilca, tisti pa vilca. Pa boš pa vilca in pol tako bojo mažeš in pol jaz tam zmerno sem tako... Ali pa tvojo žvilco, ne, tole. Ja, žvilca, evo, daj to mi, žvilca. Jaz imam pol zmerno to dilemo, zdaj bom odprl palčke in jih pač umazal in pokuril, ne, pa bom pa itak tudi vilco umazal na koncu, a zdaj spustim palčke, pa grem na vilco, pa sem napo, ne. Ali jem s palčkami, izgledam, to pa na koncu ne skrivaj. Ne, palčkami, ker to pa zdaj pa da veš, to pa challenge pa je, ne? Veš, to je tako, kot tudi na berglah, kako pol na berglah greš, da dvigneš noge, koliko korakov narediš sam na berglah. To je smer pol, do kje pridem, ne, pri tem stir fraju, ne, koliko stane pol noter, ne. So neki taki izzivi, ne. Ampak a poješ vse? Če je dober. Če je dober, ali imaš to neko slovensko, moramo pustiti, da zgledamo ok. V Afriki seveda je treba do konca pojesti vse. Odkdaj pa slovensko moramo pustiti? Ne, ali ta slovensko je moramo pojesti. Ne, slovensko je moramo pojesti. Oziroma ne, moramo pustiti, pa če nam lahko zavijete za dan. Kjere restauracije so najbolj priljubljene? Une, ki ti ostane na talerju toliko, da imaš še za 2 dni zakosil? Ja. Ne, sama ni kao neka... Tako zvana alufoli restaurant. Ampak ni, če si kao nekje v gostih, kao da moraš malo pustiti, da zgleda, kot da so ti dovolj dal, ne? Ker če vse poješ, je izpadel, premalo ste mi dal. Ne vem, mene navabijo domov. Kjer klub OZN si ti hodil v osnovni šoli? Ne, ne vem, jaz sem velik in vse pojem in mi vse. No, vidiš. Kašen upornik. Tvoj beštekec? Moj beštekec je bil pa, ko smo bili v Normandiji in itak tam vse stvari, vse mehkužce vlačijo ven, tam imaš mame, ki ostrige prodajajo na štandkih po 50 ostrig za 2 čigumija, neke te cene bizarne. In smo šli na restauracijo, smo rekli, gremo all in, smo si naročimo ploščo mehkužcev, ki je bila v resnici stolp mehkužcev, tako 3 talerji, v raznih, vse od ostrig, polžev, ne vem česa vse. In pol so nam dali zraven posebne priborčke, ne, za vsako vrsto polžev posebej, da jih ven zbezaš, eni so imeli špico na koncu, eni so imeli kavelček, eni so imeli malo sploščen. Dejansko... Mikrofonček, pridi polžek, pridi. Pridi polžek, pridi. Tako da pač jaz, ko sem ti zdobil, najprej zdaj nisem vedel, ali bom s tem moral jest, ali imam jaz zdaj sprejemni izpit za špansko inkvizicijo. A bo zdaj na koncu rekel, a to si samo uporabljal, ker zdaj čakam in potem sem vse ukradel? Ne, sem pustil tam. Okay, v redu. Sam preverjam. Pustiti, ne, vsaj pribor. Ja. Da, in zdaj bom naredil ta prehod, ko smo bili ravno v Normandiji, ne, pa gremo na Francoze, na francosko kuhinjo, pa bom jaz prvo star. Fanta, tukaj imata en prtiček, tale gostinski, poškrobljen, se mi zdi. Ja. In zdaj pa, recimo, da ste v Franciji in vama postrežejo strnada. Kako mislite, da si morata aplicirati ta prtiček? Mislim, jaz zdaj vem, tako da bo najprej Tomiča pustil, da se obruka. Najprej ti. Prvo vprašanje, postrežejo mi kaj? Strnada, ptica pevka. To sem vedel. Ptiča, se pravi, kapšanc. Manjši, kapšanček. Ja. Povej. To je zdaj kak QI. Vroče, kot svina. Ful je vroč, kad ti ga postrežejo. Ja, to vse nether regions hočeš pokriti v vsakem primeru. Takole torej. Ja. Okay. Napo, ti pa veš, ne? Tebe pa očitno nismo morali na finto vršiti, tako da pokažeš, kako se to naredi. Sploh pokažem, to je pač ta sramotni akt je to. To sem videl James Maya delati. Okay. Tako in pol zga takole. In zakaj daš na glavo?
Tri stvari so. Okay, zdaj najprej, pač kaj fora teh strnadov. Ja, Ker se zdaj strnadi. takih je prepovedan loviti, Ja. ampak jih še zmer. Fora je to, da ti strnada, ki jih ulovijo, jih vržejo v sod, v katerem je armanjak, se pravi alkohol. Aha. Kjer se te ptiči obenem utopijo in marinirajo. Vredno. Ja, pol pečeš 8 minut. Okay. To je podatek, ki ga imam, ne vem, če ga kdaj rabim, ampak pač 8 minut. In pa ga daš v usta z nogicam naprej in se zdaj ti odločaš, ali boš glavo pustil, ali tudi glavo. In poješ in pol, to je bil ta sound teh kosti ven. In kaj, ker to weird zgleda? Zdaj pa tri stvari so. Prva je ta spokorniška, ker je pač, kaj je na pomenu teorija, pač, da je ti si tok, to je tako bi rekel, pregrešna razvada, kaj to počneš, da se skriješ iz sramu pred Bogom. Okay. Da ne vidi tega. In svojo vestjo. Ja, to je sramota tako dekadentnega. Druga stvar je pač, da ti ga postrežejo vročo, da si daš, da pač, ko imaš v lončku, da ujameš vso aromo, ki jo ima. On alkohol praktično. Ja, pač to. Tretja je pa, mislim, da najbolj, tista je pa res pač zato, ker ga poješ celega in pa moraš kosti vam pluvati. Pač, da nisi ti tam sred kosi, ampak da si lepo pokrit in se delaš, da ni nič. Skratka, ne pred božjim, ne pred človeškim obličjem ni to za delati. No. Ja, Pa pol to naslednjič, ko grem na škampe v Istri. Okay, ampak, in pa imamo pa zdaj pač, niso ga pa sam tako pripravljali strnada, jaz sem najdel en super recept iz leta 1807 iz kuharske knjige L'Almanach de Gourmand, ki jo je napisal Alexander Balthazar Laurent Grimond de la Reynière, človek, ki je bil tako bizaren, da je ponaredil svojo, pač, da je fejkal svojo smrt, ki ga je zanimalo, kdo prišel na pogreb. V glavnem, je pa 20-slojna jed to. Kaj to pomeni? A veš tisto, ko imaš, imamo kamelo, pa damo noter to, Ja. Pazi. Droplja, ptica, velika, polnjena s puranom, polnjenim z gosjo, Vemo, polnjeno s fazanom, tudi polnjeno s piščancem, najlažji, polnjeno z raco, še se bolj simpel. polnjeno s pegatko, polnjeno s kreheljcem, polnjenem s loko, polnjeno z jerebico, Ja. polnjeno s pribo, polnjeno z vivekom, to je najmanjša raca, ki živi v Sloveniji, polnjenim s prepelico, polnjeno s drozgom, polnjenim s škrjančkom, polnjenim s trnadom, polnjenim z vrtno penico, ki tudi Na koncu bo ameba, majke mi. skoraj, polnjeno z olivo, polnjeno s sardonom, polnjeno z eno kapro. Ta kapra je bistvena. Ja. Za aromo. In pol vmes, med te plasti dajo pa pol še kostan, mlet meso pa kruh in potem daš to fuljenih začim pa vsega in 24 Čak, ur. mlet meso, to si to hitro. Malo zlimaš, ne paše čist. Ja. Nekaj pa moraš jesti. Moraš pa prav, ptiči so prloga. Ja. Za teksturo. Ja. Oh, To je tako Kristus. imenovani prekmurski vegetarijanski obed. Oh, wow, okay. Okay. Nabok, ti si vedel, tako da izvoli, ti naslednjo. Ja, jaz bom ta, kar se teh Francozov tiče, to seveda vsi vemo, da francoska solata ni francoska solata. Ne vem, ali so si to Francozi izmislili ali pa nekdo, ki je hotel iz Francozov si norca delati. Ne? Ali pa je nekdo, ki je pač predvidel, da pridevnik ruski enkrat ne bo full fancy in je pač pol to preveksel, da pač vdajmo v ruski solati, kar že zdaj za vsak slučaj začeti govoriti francoska. Ampak cela ta francoska kuhinja je v bistvu fake, ker sploh ni francoska, ker če ne bi Katarina Medičejska bila poročena pri 14 letih, kaj je na francoski dvor, ona je namreč, ker je prišla iz Medičejske hiše, oni so bili nobel
Toskanci, Tukaj so med resna prinesli familija. v Ne, ona je francosko prinesla kuhinjo. vse to. Ne, te Francozi so jedli z rokami, jedli so sam te neke pečene živali cele, skratka bolj nek tak, kot bi Jamie rekel, rustic feeling. Ne, to so delali pač tam ne, na teh pojedinah in tako. In ona je pol tudi kuhare privlekla s sabo in malo so začeli bolj elegantne jedi kuhati in tako, skratka. In pol je to, ona je bila tako rekoč influencerka, ne, ker je ona pač to na dvor prinesla in pol so pogruntali, to se da pa res mogoče malo bolj drugače jesti in vilce in te pribore in vse te zadeve razširila je tudi diapazon jedi, predvsem zelenjave, tega sadja in tako, ki so pač Francozi začeli pol to jesti, francoska, noblesa pa to. Ne. Tako da to je v bistvu francoska kuhna, italijanska kuhna, tako da če vas kdaj vpraša, kaj imaš raje, francosko ali italijansko kuhno? Že pa to je eno in isto model. Kaj, Italijani so pol začeli kupovati od Angležev pa od Špancev paradajz, ker so ga prenesli z Amerike, Francozi pa očitno ne. Ja, 1512 je ona se rodila. Ampak polži so pa francoska stvar. Ja, ne, tudi v Sloveniji jih imaš, veš? Vso baziliko požrejo prasci in to španski lazarji. Tako da ta mediteranski bazen je hud. Ne, mislim, hočem reči, pač seveda je pol se francoska kuhinja razvijala po nekih teh svojih smernicah naprej, ampak da se je pa začela ta noblesa, pa da se je začel mal od teh bomb prašičev trgov nogo in jo kot Obelix pozobal, ne, je pa v teh visokih krogih sprožila Italijanka, tako rekoč. Ne, Okay. Katarina Medičevska. Jaz sem zdaj celo bil v Toskani, tako da je res dobro za jesti. Pač. Ja, Res je okej za vidiš. jesti. Če niste vedeli. Tako da izvoljen že. Ja, jaz sem pa, kar se Francozov tiče, jaz sem bil davnega leta, ne vem, 2017 ali nekaj takega, gost na enem ameriškem podcastu, ki se mu reče The Focus, res je fajn, v bistvu en kolega pa en samo znanec ga delata, ker sem jih tudi v živo spoznal, sta Joe pa Dan in Joe je bil celo dvakrat v Sloveniji in smo imeli tam celo... Okay. A si šel s Kliotom na ta podcast? To Petri napiš na začetku, da pove o tvojemu CV-ju. Čakaj. To sam zato povem, da sta Američana in smo imeli tam celo debato pač o palačinkah. Ker sem jaz zelo naivno v letu pač nima, da mi pa doma radi delamo ameriške palačinke. In zdaj bilo, kaj pa to? Pa jaz pač ameriške palačinke, ne, te debele buni, ne, to so palačinke. Pa jaz, ne, prijatelji, to so ameriške palačinke. In to je tako 35 minut trajalo, da sem jim jaz razložil, da mi imamo palačinke, pa imamo pa ameriške palačinke. In pa kva? In pol sta mi bolj rekla, a ja, ti misliš crepes, ne vem, ko je krep po francoski, ne. Oni temu rečejo crepes in jaz ko, ja, ampak tehnično gledano, crepes so palačinke. Pa ona da tako že spet, to je res traja, tako, ne, naše so palačinke, ti so crepes, pa jaz, leta. Pa si pa rekel, ajmo sa to futbalu malo, momci. Točno to. In jaz od takrat nisem na to pomislil, da oni res, in pa sem dojel, da to ni bila kao francoska verzija, kao, ne, palačinke, tako sta ona dva to meni razlagala. A je to slučajno, karkoli od tega res, so me Američani namukali, to je prvo vprašanje. Če ti mogo dejstva prinesti, ne vprašanja. Ne, ker jaz karkoli sem gledal, Ja, je bilo pa pol kreps, tako. pa pol imajo, Francozi imajo še galec, ne? Ki so galetke, ki so pa pol zajdovo Ajdo. moko malo nekaj. Dobro, ampak to je narejenega. kajra moka. Ampak je podobna, ne? Okay, ne. Ampak imajo pa tudi Avstrijci palačinken, a ne? Se to, ampak... Pa te, ki se ponesrečajo, so šmoren. Ampak kaj je pol? Pa te, ki se orang ponesrečajo, ki so kapitalni zajeb, je Kajzer šmoren. Ampak kaj je pol ameriška palačinka? Kaj je ameriška palačinka pol? A če gre iz naše strani gledaš, ne? Pol je ti moraš dati pridevnik zraven, ker nima, ameriška palačinka nima, kukar jaz vem. Ponvičnica. Kva? Ja, ponvičnik, recimo. To prvi slišim. Ja, no sedaj Američanom povej. You're eating ponvičniks, motherfucker. Nekaj tam je pol Joe rekel, da je to soft flaccid waffle, ne, in to je tako enostav. Pač naslov epizode, ne, sem jaz rekel, da ne, da waffle je svoja stvar. Vi delate pač ameriške palačinke, ne. To sem... Ker pol meni zdaj Joe... Po kakšnih podcastih se ti to pojaš, model? Ne moč lepo v glave pa to Ne, hoditi, to je pa je v podcast redu. o filmih, pa smo se 3/4 ure smo se to pogovarjali. Ampak zdaj si non-stop pošiljamo te palačinke pač, po messagih, pa en model je pol naredil, en poslušalec. A si jim poslal te palačinke v govejo župo narezane? Fak, To jim pošalj. To je dobra. To je pošalj. To še nisem. Pa jim reč, to so crepes au bouillon modeli. Točno, ta je res lepa.
No, ja, ampak me zdaj, en je še naredil en Twitter account, je obstajal v Soft Flaccid Waffle, ki je tweetal različne vrste palačink. Ampak tiskaj ne vem, da sem pelil Joa v Postonske jame, ker je pač hotel iti tako življenje. In smo šli kaj in je tam so palačinke prodajali in je pisali nekaj pancakes / krep, ne. In je bilo, aha, ne, in smo še enkrat povedali ta pogovor. Ampak, kaj je ti Ponvičnik. Ponvičnik, to smo tako kot Neka ptiči. otroška knjiga je naslov. Ja. Ponvičnik. Mislim, ne vem, če bi rekel, da je to Malo ti ptiča. vodnikove bukle začni brati. V glavnem, so bili moja dejstva, kar se francoske kuhinje tiče. Še eno zanimivo dejstvo, ne, pri tem, kako so Francozi očitno vse pokradili, tudi croissant, ne? To pa ta je pa huda vojna, po moje. Ta je huda vojna, ampak croissant, ne? Ja. Ne. Rogličak. Ja, tako pa Američani. Ja, oni imajo Taki, francoska kifla, ali kako? Oh no, Danish pastry. Viennoise. Ne bi bilo, da so ga na Dunaju izumili, da so ga pač naredili v slavje zmage nad Otomani, ki so Habsburžani premagali v bitki pri Dunaju leta 1683, ne, in da ne bi pač Marija Antoneta, spet imamo eno, ki se je rodila nekje drugje, ona se je na Dunaju in ki je pred francosko revolucijo leta 1770 predstavila ta rogliček v Parizu in da tako zares ne bi pa začeli delati v Parizu še sred 19. stoletja. 1838 je prvi opis dunajskega peka v Parizu, zabeležen. Še huj pa z bageto. Kaj bageta ni francoska? Je. A je to zdaj nek kuanon zarote? Ne, ampak bageta ima pa še ful več tega, okej. kako je nastala. Mislim, tako več teorij o nastanku bagete, kaj te teorije o nastanku zemlje. Ja, ampak... Ne. Ja, Ena je ta, ali je od- bageta ravna, ali je... Ja. To je Karl Pilkington je rekel, da je to zato, da med vojno, da se jih lahko dalo hlače. Ja. Francoski vojaki, kar ni res. To ni res. Ne, v glavnem ne bi celo ena od teh teorij je, da ne bi napoleonski vojaki, da so pogruntali pač kako ta hlebec je ful težko dati noter, ne, v ruzak. Ne, in so naredili podolgovat kruh. Ne, Sam ne da za bo- ohlače, za uruzak. Ja, to. Okay. Druga varianta, pač ljudje so se radi noškali. Štihali. Hvala. Ja. Tako si Kaj pogledal, pomeni, da so se radi štihali? Kaj to Da so pomeni? se radi noškali. Okay. Ja, in da so se pač ljudje, ki so hodili na šiht, ne, pa če so se kaj skregali, je bilo hitro avbik s čreva naproti dobesedno, ker so imeli nožke in so pač hodili pač med malcem, kako pač narediti krh, ki ga bojo lahko jedli brez noža, ne, in so naredili tega, da ga lahko A odlomijo. to je ga nolomt. Ja. Potem, tam je bageta je kruh enakosti, ki je dostopen tako bogatim kot revnim. A to je ta egalité. Egalite, pa fraternite, bagete. Liberté, da jo lahko trgaš, kot češ. Ja. Fraternité. Te pa zdaj brez brata Vsak brati podeliš. svojega konca. Sam Ja. istrske bige so bolj za to. Ja, se čupat, bo. ne. V glavnem tako da in bageta se pravzaprav uradno ime pa kruh dobo šele leta 1920. To je že spet marketing. Pač marketing. Ja, pa se temu mora zdaj rekel bageta. Ja. Pa, sa bageta je, koliko je sploh življenjska doba bagete? Pol ure ali 3/4 ure? Ta prava bageta, sorry, more ratati neužitna v eni uri ali koliko. Ne, to so te iz teh stara pekarna Evrokruhe. Ne, ne, une so toliko mleče, une so 16 dni dobre. Ne, ta prave bagete so iz teh 560 let starih drožij, ki pa tudi 100 let zdržijo. Ampak je pa govorijo s najboljša tabo. kmal. Ne govorijo Se malo pogovarjaš, baget, Malo se tresajo. Oh, I'm alive. Ja, kaj pa pomeni baget, Anže? To ti veš, kaj si francoz napol. Dolg kruh. Bag, dolg, et kruh. Ola lete. Palca. Are? Ja, to pa kar razočaranje ima. Cela fama, ta stereotip francoza, brki, črtasta majica pa palca. Ja. Torej, okay, kar slabo v bistvu. Tako da ja, a imaš ti še kaj o francoskih stvareh? Veš, da imam nekaj napisano, ampak pojma nimam, kva sem s tem hotel. Nemo probat. Jaz imam napisan francoski način: We don't need money, we just need time.
To sem včeraj zjutraj pisal med tem kofetom, sem premišljal in se mi je zdelo, da to je ful, sem si napisal to je koda, ne? Definitivno je to koda za neko pametno reč, ki se v tem trenutku ne spomnim. A če mi jaz? Povedati. Dajmo že tako, kaj pomeni to? We don't need money, we just need time. Dej. To je Alenka Bratušek rekla na CNN-u. Vem. Ampak neki se zdi, skratka, neki s cajtom. Zanimivo napad. Dajmo en aplauz za tole dejstvo. Nekaj je s časom, pa nekaj je z denarjem. On je vsaj 2 dejstvi imel, Anže. Ne, jaz sem spravil, če lahko. Jaz sem zdaj malo premišljeval. Ampak te rabim tle zraven. Francoska čebulna juha ali kaj? Ne, je pa juha, ki jo ne znam. Bubalej. Ja. Kako skoj? A je? Pa smo bili zmedeni. Bujabes. No, ampak ne smo videli, kar rečeš neizgovorljiva juha. Pazi, zdaj se lahko vrnem k temi. Jaz, ko zamrzujem zadeve, ne? Sam tako, mogoče boste zdaj vedeli, zakaj tudi samega sebe ne razumem, kaj sem tle napisal. Ko zamrzujem zadeve, zmer kao je treba, napišeš gor, kaj to je. In jaz pač zmer napišem in pač boring je zdaj točno napisati, zdaj, da bi napisal točno gor, ne vem to, pa to in zmer pač neka fantazijska imena pol pridajo ven. Ne? Ti si tekstopisec. In enkrat sem, seveda, ne? In doskrat se mi zgodi, da me žena kliče in pol, kaj je je to v frizorju, ko gor piše, ne, to pa to, in pol že jaz gruntam, kaj točno že to, kar piše. Enkrat sem samega sebe iz zasede, pač gledam en tak lonček in gor piše buja. Ne? Buja, tako napisan pižama, kaj buja traje. Buja. In se rekel, buja. To je lahko buja kaša, je lahko neki, ne, kao buja kaša. Lahko je izbuj, ne, kaj ja, izbuj, a ne, lahko bi bilo neki tacga, startufi, ali kaj, ne vem, kaj skratka, ful je bilo tega in nisem se spomnil, kaj je, dokler nisem odmrznil in pogruntil, da je buja bes. Skratka, ta ribja juha, osnova je bila noter, taka močna, gosta, dišeča. Ki prihaja iz Marseja. Ja. A ne? Kjer imajo nogometni klub Olimpik. Kjer so posneli film Le Ain, sovraštvo. Jaz to juho poznam samo zato, ker mi več ni všeč. Ker sem mislil, jaz imam eno zelo fino restauracijo v Istri, kamor večkrat hodim. Pižam si že bil tam, reče se je Daniela, Konoba Daniela. Če koga zanima, res dober, res. To reču. Ja, tako, veliniki ali nekaj, tako zdaj reklamo, res so fapejte, ful je dober. Če kdo z Konobe Daniela posluša tole, dajte nam sponzorsko, kaj? Ja, jaz ga nisem velikrat, pa če ste čez vikend, kličte, ne kritike, ne vidite šarlatanko, kaj jaz, ko sem pač v trenerki, divač, gledam. In tam imajo ribjo juho, ne, ki je res super, je pač tako, taka prozor, jaz temu rečem, pač bistra. Pa 4 riže, no. Riž, pa malo, to je... Dobar, da bistro juho imaš zraven smartphone ali kako? Pač, ta bistra, pa je bila pa ta buja base, how low can you go? Okay. Ja, pa je bila pa ta in jaz ko enkrat, another criminal. Ne, moja prva misel, da on zna francoski sliš. Dajmo to naročiti enkrat in pa sem jo dobo, je pa neka taka gosta stvar in pa sem gledal, to neki pomeni, že spet dejstva, ta prvi del besede nekako neki pomeni vrenje, drugi del pa neki drugega. Bes je pa nizek, ne, na nizkem ognju. Na nizkem ognju, tako, simmering. To hotel Francozi. Smarka! Don't need money, we just need time, počas kuhamo. Jaz sem v bistvu tvojo stvar povedal. Ker oni so to kuhali iz teh ostankov, kar so tam nabrali, iz teh škrpen in iz tega šrota, kar niso mogli drugače prodati. In so na nizkem ognju kuhali, oni niso rabili denarja, sam čas. Ja, man! Bujaka! To je vse zmenen. Ne, točno to. In mi pač res mi ni bilo ok. Čeprav sem bral, da se niso mogli zmeniti v Marseju, iz kjer res ta juha je, niso mogli zmeniti, kaj točno je recept in potem so kar neki konzili imeli, ki so se odločili, kaj je noter, ampak da je kao z leti pol tako nastalo, da ni bil več samo un šrot, ker niso vedeli te ribe, ker niso vedeli, kaj ker drugače težko ful drago zaračunavajo to, ne? Si sklepam, ja, da so začeli tudi bolj frišne stvari, noter, da te ribe, noter, da je ti nekaj ok, ampak unata bistra z riški, pa ima ribice noter, je dosti boljša. Konoba Daniela. Ja. Pri teh ribih jubih je bil moj clam chowder, tako malo sem bil, tako ful pričakoval. Ja, to je tle. Jaz sem ga jedel, jaz sem clam chowder jedel sprav v San Francisco, tam, kjer je najbolj turistično. Tam, kjer ga nočeš jesti.
Lahko sam potrdim to, da sem tako zanač, tako voden, kruh kao, ta iz družine, ki ti naredijo bowlo iz tistega, ena najslabših stvari, ki sem jih v življenju jedel, tam pa vidiš iz Teksasa turisti, da pa res izjemno, jaz pa zraven, kva vi. Pa stari iz Teksasa so ti. Ja, to je res, ja. Tako da ja, clam chowder. Okay. Gremo zdaj iz Francije na zapore. Ja. Gremo na zapore, preden zmanjka časa. V glavnem, zapore smo pač že malo zato, ker je bil tudi tukaj zapor. In jaz sem šel malo gledati, pa zdaj tisti, ki ste na enem od prejšnjih, mogoče bili ste že slišali, ker sem ene delčke, mislim, da uporabil enkrat, namreč Ivan Cankar je bil med drugim tudi tukaj zaprt, zato ker je govoril čez Rajnko mater Avstro-Ogrsko, ko je še dihala in živela. Zaprt tako v tem peristaltičnem smislu? Ne, prav dejansko. Dejansko v čuzi. Dejansko je bil čuzi tukaj. Ne, zaprt na gradu. Tle je bil pa rekel, ne bom dal teh petih krajcarjev za stranišče in je stisnil in pa se mu čep naredil in 2 tedna ni mogel. Zasušenka, zapjekanka. In tam, kaj je kako, je zdaj uspenjača. V glavnem, na gradu so bili, na grad zapirajo tako pijance, ki v gostilnah vzklikajo Srbiji, kot brezposelne dninarje, ki se klatijo naokoli, pa tudi poslušne in neoporečne uradnike. To, da tam so tudi vidni predstavniki umetnosti, Ivan Cankar, Ferdo Vesel in politiki, nevarni vsak imel stike Srbi, Črnogorci ali pa je usumljen, da se mu zdijo simpatični. Tako da, v glavnem, vodovoda niso imeli pa kanalizacije, tako da so za fiziološke potrebe uporabljali kible. Če to Štajercu zdaj poveš, se malo čuden zdi, ne? Zakaj Marica? Kibel, flajš. Kaj je kibla? Kibla. Marica, policijska avto. Marica, ampak kaj kible, pač neki... Ja, ampak kibla je tudi ta lesena posodica, v kateri je zaseka in vmes so kosi mesa in to je pa kibel flajš. Deža, verjetno. To, ko boš nehal v Istro hoditi, pa boš začel v Haloze, ne? Pa kibel flajš pride. Pa ne o ribje juhice z rižeki, pa totih lepih. Dobro, kaki kalamari, ki bojo pohani, ne? Ja, kibel flajš pa je glavni. To je prvi slišim. Za pitje so služili ajmari, čeprav so to zelo malo uporabljali, ker so imeli tle neki, je bil en častnik, ki je pa delal vse. Prodajal je zapornikom klobase, mleko, vino, pivo, tropinovec, slivovko, čokolade, cigarete in tako naprej. Najboljši sosed. Tako. Ja. Po cele dneve so ga pili, Cankar je bil redno nažgan, in pa so se zvečer dobili po 5 do 6 pivcev v eni sobi in so na večer izpraznili cel zaboj piva, kar niti ni tako, če gledaš. Razen, če so bile včasih res te velike litrske flaše. Ja, pa vprašanje tudi zabojev. Ja, en zaboj skup. Ja, pa kakšen je bil ta zaboj? Mi smo navajeni na 5x4/20. Dvomim, da so takrat imeli od Unijo na gajbol. To je bilo včasih so te bedne stave, ker jaz sem prišel iz Savinjske doline in sem začel hoditi v srednjo šolo v Kamnik in pri nas se je pilo laško pivo, tle se je pil Union in stava je bila, koliko je perov v kišti in jaz sem valjda trdil, da 25 in moji sošolci trdil, da jih je 20 in sva sklenila stavo in pa sva ugotovila, da imava oba prav, ker Laško je imelo včasih 25 perov. A res, okay. Ja, take lepe kockaste so bile. Hrvatske skoraj. Wow. 5x5. Okay, to so meni zelo zanimivo. Pa to zeleno moraš stran zliti, ker je za nič. Mene, ko sem spraševal, zakaj sem šel na gajbo delati, nekaj zato, ker ima 4 pire več kot plato. A se kdo spomne te gajbe? Ne. To je super. Vesel sem, da se ne. Tega gajba, samo to ga povem, poleg pižame, ki je tam vodu, močna beseda. Jaz sem bil povezovalka program, napovedovalka filmov. Je bil Gregor Skočir tam. Res, ok. Ja, na gajbi si imel, ki je Smeralda bila na Pop TV-ju, si imel naslednji dan del, ki je bil prejšnji dan na Popu, je bil na gajbi naslednji dan, če si hotel še enkrat gledati. Tako imenovan ogled z zamikom, pred ogledom z zamikom. Najbrž ga je pa napovedal pižama. Mislim, da mene ni bilo več, ker so prišle. V glavnem, še to od Cankarja. Zanimivo je tudi, da uprava jetnišnice pijančevanje internirancev je ni motilo, ampak ga je celo omogočala in podpirala. Če si nažgan, se ne moreš upirati, glih, ne. Pa Cankar je bil interniran v drugem nadstropju zahodnega dela gradu, kjer je bil tak ful velik prostor, kjer so bili ta fancy zaporniki in je lahko imel obiske in so ga pogosto obiskovale oboževalke.
In oboževale obiskovalke. Ja, mislim, da je. No, veš, kaj če učuzi, kaj pa ja, fenice so prihajale. Ful zapor, res Ja. izjemno. Tako kot Bavčar. Pa vsaka na eno gajbo prenese, če te hodile. Ne? Nam je zgorno osutle. Tako da ja, Napa, všti eno zaporniško prkotalo. Jaz imam te metaforične zaporniške, ne sicer s pristaltikom, ampak zelo sem si zapomnil Lojzeta Kovačiča v romanu Kristalni čas, oni pač opisuje to svojo mladost in tako, in je bil v vojski nekje v Makedoniji. Ta pasus si kdaj preberete, Kristalni čas, pa je to knjižnico iskati. Sonce je nabijal in oni so dobili za cel dan pol litra vode, ki je bila za piti in za umivati in za vse. Ne? In za kosil so dobivali pečene paprike, kar se mogoče dosti dobro sliši, ampak te paprike so bile vročega tipa, ne? Zelo vročega, ne? Tudi potem, ko so bile že ohlajene, so bile še vedno vroče in žulili so te paprike in pekali jih je in sonce in to je... Zdaj pa z tega delajo Hot Ones, pa TV serije. Ja, pa pol dajo neke papaje zraven, pa čili umakce, pa čili zoske, pa skovile, pa ne vem kva vse. Ne? Pa je to jugoslovansko ljudsko armado, te svoje zose jest modeli v 60-ih. Ne? Bom jaz dal, zdaj pa na YouTubu. Jebote, le. Pejte ti tam v vojsko to delati, ne? Pa so pihati pa uni jogurt, pa ni jogurta za čez polit. Nič ni bilo, nič. Ne? Bil je jogurt, sam ne sadni. Bog te jebo. Dole kamen, gore nebo. Tako da to ne, ta se mi zdela, ta je taka zaporniška, ne? Zaporniška je silila vojska, ampak v bistvu vse skupaj kot ena čuza. To je pazi, da dobro, da smo v demokratični državi. Ja. Čako, ja, smo še. Drugač, moja je pa ta prva, jaz ne vem, te YouTube lukne, v katere padeš, ne, in pa gledaš Hot Ones in podobno. Ne vem, kako sem prišel enkrat in sem ga zdaj že spet najdel, v nek BuzzFeed video je bil, kjer nek bivši zapornik ameriški, enega sommeljeja iz LA, res bizaren video, pač uči delati prunov. Pruno je pa pač zaporniško vino, ki ga oni tam na skrivaj delajo. Ne? V školkah. Ja, ne, on je rekel, to je bila zmera, jaz sem to iz Oza, ne. Vse, kar vemo o zaporih, je HBO Oz, ne. To je moja, vse, kar vemo o zaporih, sem tam zvedel. Ampak ne, kao da so dali zakaj ne v školki, ne. Ker so imeli nek ajmerček in pa se daš dve vrečke, rekel, moraš imeti dve vrečke. Kiblo so imeli. Ja, tega že gledano, zdaj ka vem, kaj je to, recimo. Dve vrečki in pol tako čez štumf, je rekel čist štumf, ne vem, okay, hvala za to informacijo. So sadje noter, ne, in ga pač stiskali in pol sadje not metal, pa ker so dobili enkrat na teden, so dobili tak sadni sadni kompot, no, v bistvu. Tist noter, pa so pa en tak kompot tudi pustili, da res zgnije v eni ločeni vrečki, tako je rekel, 3 tedne, da je bilo res čist bed in ti si dal še na konc noter, pa in ker je bila to v plastični vrečki, si mogel pol zavedati in si prav videl, ker se je napihana. Pa to so te čudeži fermentacije, ne? Tako. In kao, pa si mogel ven spustiti, pa že spet potlačiti. A ja, ti tega nisi delal doma med karanteno? Ne. Jaz sem začel kruh. Drži pa pruno, to je to. To, ja. Ne, ja, in je pol tako pač, zakaj ne, jaz sem tudi mislil, niso to oni neki v VC-ju delali, ne, to je neka ta fama, da je mogel biti kanister, ker so non-stop pregledovali celice in je mogla pač fermentacija potvati, ne. Da uno celico, ki so jo en dan pregledali, unjo je pol dobu, ki so vedeli, ne, da naslednji dan ne bo tam noter in pol tam najbolj kulje. Pol pridobivali na teruarju, ne, specifično cvetico iz celice 367. Ampak meni so pa všeč kvasovke iz 318. Če se pa oni zmržajo, ne. To je pa... Kaj še, če bi to destilirali? Ne, pa fune dobro, ker res je zelo tak ameriški video, ki ta sommelier iz neke LA trendy restauracije. Pol ful tako, da vam idva tole v kozarc, pa začne gleda, viskosnost, pa tako voha, pa tako 5 minut prej sta čez štumf tlačila. Sadje. Se je bil čist. Res, napišite pruno BuzzFeed v YouTube. Meni je tako tak res bizaren video. Ampak ja, ni bilo pa v školki, ker jaz sem tudi slišal to za školko. Školki sam poletje. Bogi na računalniku. Glavnem. Ja. To je to. Jaz sem tudi šel na te videe mal, ampak
Na drugo stran, pač, ponavadi, ko gledaš kakšne starejše filme v zaporih, ljudje delajo s čiki. Ne? Jaz imam tle 3 šteke mentolovih, jaz imam 2 šteki lightov, ne? In grejo. V zadnjem desetletju je cigarete kot valuta zaporniška so zamenjali ramen nudli. Ja, jaz, povej. So zamenjali ramen nudli, zato ker prvič te lahko brez problema kadarkoli kupaš v zaporniški štacuni, ne? In kupujejo tudi ljudje, ki jih ne jejo in jih imaš pač koliko župc imaš, ne? To je koliko župc imaš in si jih delajo in potem imaš knjigo, a ti si to knjigo tudi imel? Povej. No, pa bo knjiga, a je ta knjiga povezana s človekom, ki je igral v Star Treku? Ne, jaz sem človeka, ki je igral v Fast and Furious. A je mogoče tudi, a je to čekaj, se imam tukaj ime Clifton Collins. Ne, okay. No, Clifton Collins, človek, ki je igral v Star Treku 2009. Ajela je igral. Okay. A ti veš, kdo je bil Ajel celo? Mislim, ja. Ok, v redu. Jaz sem imel spork še enkrat. Ja. In zdaj ga fuliščeš in nimaš časa vseh teh likov pregledati. In on je igral The Experiment, je igral, ne, tem zaporniškem. In oni so to snemali in potem zve, da je pa ko so snemali in pač režiser jih je pustil teden same in ko so zdaj snemali, so se kdaj malo preveč sklofali pa to, ne, so not padali. In je po snemanju izve, da je bil pa dan prej v zaporu v Činu, je pa nek njegov kolega, mladostni, ki pač je ostal na uni strani zakona, bil ful poškodovan, ne, in kvaj zdaj, in pol se ona dva dobita, se nakonektata in on mu razloži, kako je bilo to, ko so uleteli neki kripsi in so hoteli te Hispance, ne, vse poštihati, pa je nekako pol ratal 2 OG-am jih pomiriti in pol so si tam kuhali une ramenčke v znak hvaležnosti, ne, in rekel, ti bi lahko tega knjigo napisal. Ne, in je potem on napisal knjigo Prison Ramen, Recipes and Stories from Behind Bars, kjer je not tudi Danny Trejo med drugim da, pa mislim, da je Shia LaBeouf je dal noter, v glavnem pa Slash je tudi neke te heke dal in to imaš pa recepte kot so Hitman Burritos, Sloppy Ramen Joe, Onion Tortilla Ramen Soup, Shawshank Spread. Ne, in potem imaš pa še glih te filmčki, sem se pa pol spomnil in se šel gledati, je pa model, ki ga Napo pozna, De Jesus, naš prijatelj, Thurston Howell III, je naredil neko serijo, en rapper, je naredil serijo kao Prison Food, kao I'm Chef Survival Kit, ne, in kao the prison food so good you have to try it at home. In je recimo imel recept za tuna noodle sandwich, ne, kjer zmešaš skupaj te cup nudle, pa tuno, pa čebulo. Prav, pri tuni moraš prošparati pokrovček od piksne, če treba koga porezati. Ne, in pa to pa čips noter, pa ne vem kva, in to se stav v... Ti se celo zgleda, mogoče raj bi tisti jedel, ka pruno pil, no. Tako bom rekel. A so pol, kar se ta zaporniški ramen, polna bez džajfe, so si pa pel zakuni se ljubavi na ramen umom. Okay. Dvojezična šala. Ja, pa dvočasovna tudi, ne. A imaš ti še kakšno... Veš, kaj je bila cela Ljubljana zaporna, veš, kaj zdaj spet se navezujem zdaj na te Italijane. Italijani so celo Ljubljano dali v zapor. In ko sem delal en projekt z mestnim muzejem, neke te recepte iz različnih časov Ljubljane, sem se pol s kustosi pogovarjal, zelo zanimive debate so bile in recimo zvedel sem, da je bila Ljubljana, Italijani, kaj so naredili, oni so prišli, so postavili to ograjco, ko zdaj mi gremo vsak let, ki je teh 33 kilometrov. ograjca. Ja. To, teh 33 km. In zdaj pol, prej je folk tle jedel te kaše, ješprene pa tako naprej, ne, pa ko so Italijani to naredili, pa kaše pa ješpreni niso več prišli noter, ker kmetje niso prišli več noter, Italijani so pa privlekli makarone, pa polento, ne, to se prej tle v Ljubljani ni toliko jedel, kot takrat, ko so Italijani prišli, skratka med drugo svetovno vojno se je to začel jesti, survival je šel pa v to smer, da je tle, recimo na kongresu, to je bilo vse preuran, vse te zelene površine so bile njive za krompir predvsem. Skratka, na kongresu, tam so ta drevesa, velika senčnata platane. Ne. Si imel pomfri štante? Ja, tam si imel vse, pač te za pomfri, za res, tam si imel tako po gredicah lepo narejen. Skratka, Ljubljana, kmečko mesto.
Poljoprivreda, big time in Italija. Ja, spet ne morem parkirati, spet je krompir tle. Ja. Letos imamo pa res krompir, da so te Italijani prišli. Ja. Lej ga Igorja, kako raste. Ja. Jaz sem mislil, da zdaj rekel, ker so bili Italijani, je bil en iz Toskane. In od takrat naprej v Ljubljani. Ja, lahko prosim pošljete naslednjič Katarino Medici, da prinese kaj drugega, kapulento, pa makarone, pa kakšen mogoče bolj exquisite food. Jaz bi se vas samo navezal te ramen, ne, ker jaz sem pa zasledil in to je povedal v Hot Ones, jaz sem sicer sam članek od Pižamca res najljubši reper, zato sem rekel, da to moram omeniti. Ja Rule. Ja Rule. Ni mu para v Fast and Furious enki, res. To je res. Zakaj v Fire Festivalu dober? Zakaj nima Oskarja, je pač misterij. No in on je imel kao neko, on je tudi te ramen, ne, ker on je bil v zaporu, ful je dobro, ker on je kar nek gangsta, ta Murder Inc. Ne, in je bil v bistvu v zaporu. Že, to je bila grupa. Kaj je bila grupa? Oni so se sami imenovali Murder Inc. Vem, ampak oni v vsakem Oni komadu- niso pravno registrirali tega kot, veš, a imamo mi zdaj tle lahko DD za zločinske podvige. Ker na popoldanski SP imamo preveč profita. Moja poanta je samo to, da Ja Rule v vsakem drugem komadu, v vsakem komadu je to že Murdering in je full kao, jaz pa... Ja, moč nekako promocijo delati. Ampak zakaj je bil v zaporu? V zaporu je bil zato, ker je imel pištolo pri sebi, zato, ker davkov ni plačeval. Okay? Zdaj sem se tudi DMX je bil v zaporu zaradi davkarije. Al Capone. Al Capone, ja. Pa bi ne kordaš ne nazadnje. No, ampak on je imel full rad, se pravi, neko to ramen čorbo, ne, kamer je not dal, kaj je Ken Mackerel? Mackerel je, to je skuša, imam prav? Ja. Okay, sprav Čakaj. Kaj te potresava zdaj tlele? Skuša. Kaj narobe skuša? A si sploh skušal kdaj pojesti skušal v konzervi? Ja. Ta najslabša konzerva. daj, Moje mnenje. You're gonna be booed off this stage. Piknik. Murdering is about to happen. Ne, jaz sardine, okay, skušam. A pa si pa pokriješ glavo, pa tako kako Steven. Koščice. Med zobmi. Tako da on je imel pač skušo, ramen, pa potem še ene par stvari tako noter, da je dobesedno malo na metu in da to je bila njegova specialiteta v zaporu. Ja Rule, yo. To mi je bilo, jaz sem čupaj, ker sem se na to prebral. Ja, veš, zakaj je verjetno izbral skušo, ne? Mackerel, zato ker je rekel, who's your Mac, daddy? Ja. Škaj, to so te extreme measures, te ekstremne situacije kličejo po ekstremnih dejanjih. Ne? Enkrat je izšla ena taka knjižica, so ti recepti znanih Slovencev. Ne? Spomenka Hribar, seveda domač polnozrnat kruh, to se mi je zdelo logično. Ne? Tomaž Humar pa je pa kot huda specialiteta, da je pa nujno zmešati piksno tunine pa zdenka sir. Una mas. In da to je... Ja, lej stari, to pa moje probaš pač nekje tam gor na unem Davlagirju ali Nanga Parbat 7 na 8. baznem taboru. Kva imam tlele? Imam še tuno pa zdenka sir. To mi je zmešal. Madonna je dober. To je dobro, to si moram zapomniti. Kako lahko tam zdenka sir kakorkoli zmehča? Ja, pa z duho ga daš mogoče. Ne? Za 1-2 uri. Pa se že ne loč več vonja. Mal, taka blaga fermentacija. Munster imamo danes. Odkdaj zdenka dela Munster? Mohant, zdenka mohant. Dajte zablaska tisti, ki veste, kaj je to mohant. Kaj je mohant? Ne veš. Vsi ostali pa nočete vedeti, kaj je mohant. Smrdljivi sir iz Bohinja, ful v redu. Ja, Kako ga dobiš v takih lončkih, ki jih je zelo fino imeti zelo zaprte? Ampak dober. Ampak dober. Ne, se jaz imam rad čudne sire. Ti ga dobiš drug let za rojsten. Mogoče ti ga božiček. Ampak lanskega. Res nisem vedel, da to je slovenski smrdljiv sir. Torej. Ja. Okay. Nekaj zvemo vsakeč. Je mehak, ne, ni trd, ne, ampak... Jaz sem stal, da Svetlana Strovšak ni tega povedala. Gremo na meščanske Eno meščansko, pa bomo pa videli. Okay, jaz bom eno stvar, meščani ljubljanski, s čim so se najraje sladkali? Od leta 1895
1875 oziroma 1880 enkrat naprej. Od leta 1876 naprej. S čim so se Ljubljančani najraje sladkali? Uni piškoti, ki imajo marmelado. No. Daj, kjer ga leta? Od 1876 dalje. Ne vem, šumi bomboni. Tako je. Šumi bomboni, to je tam, kjer je zdaj Lidl. Ja. Ja, v glavnem. Sick burn, man. Tam je zdaj cela drama nasprotno. Ja. V glavnem, in mene zgodovina, jaz sem torej povedal, to sem zgodbo zvedel o teh maternih hčeri Šumi, o Josipini pa o Eugeniji, ker smo delali, ker sem me povabil zraven, ker sem delal en research za eno serijo dokumentarno, ki bo naslednje leto na RTV-ju in Vida jo dela, zraven je tudi Maja Zupanc, ki jo poznamo iz Filmflova. Zgodbe s prepihaj trenutno. No? In tudi ta zgodba bo notko, da če vas bo zanimalo bolj poglobljeno. V glavnem, zakaj mi ta zgodba zanima? Oni so pač imeli ta Šumi, a ne, delali so bombone, delali so trde bombone, dejansko so bili oni prvi, ki so naredili gumijaste bombone, ne vem koliko desetletij pred Haribojem. So pogruntali, kako gumijaste bombone. Okay, delali so pač v glavnem od začetka bombone, slaščice, marmelade, kompote, malinovc, sladkorne figure. Delali so tudi sladkorne kroglice za homeopatska zdravila. Ne, pač cash je cash. Ne. Jaz upam, da ima niso plačali homeopatsko. Ne. V glavnem ampak, ker je pač model je padel noter, ta Šumi je čist padel noter v to teozofijo, pa magija, pa neke te stvari okoli hodu, pa zelo rad ga je tudi biksal naokoli, predvsem s hišnimi pomočnicami, pa vse. In kar je nenavadnega je, da je leta 1885 Josipina sama vložila zahtevek na sodišče za razvezo in se jo ugodil in je ona tovarno obdržala. To in potem je delala, nasledila jo njena hčerka Eugenija, ki je bila pa poročena z Dragotinom Hribarjem, se pravi z enim iz te ljubljanske dinastije, ampak ona, recimo zakaj tudi tle recimo Šumi, je pa ona je vsaki sodelavki, vsaki, ki je rodila in v Šumi, pa pletenini, ki so jo imeli, podarila oblačila za novorojenčka. Ne, in ženska so pač takrat ponavadi, ko so zanosili, so dobile prvega otroka, ostale doma skrbile in ona jim je ponujala možnost, da lahko občasno hodijo delati in vsem je zaposlenim je, že se pravi, ta 1920 plačevala zdravstveno zavarovanje. To je pa, tako da se pač, tako, da imamo lepe primere, da se namo sam norca delali iz nudlov, pa iz tega, kako on že ne zna francosko govoriti. Jaz bi, pa napoti na koncu, ker v bistvu že spet nimam dejstva, ampak nekaj bi, ker sem vprašal. Po čem je bil originalno znan čat? A to veš? Ne. Zdaj čat kaj? Ja, pač barbecue. Ja, čas si šel tja na kavo. A res? Bela kava, pa kava smetana, vse ljubljanske gospe so hodile tja, ker so imeli najboljšo v Ljubljani. Cankar se je tudi rad tam ustavljal. Dolga promenada je to. Ja, mest pa polke. In šefe, Jožef Čat je kdaj, če se je Cankar dolži preveč nabrglal, boj da ga je dal v koš in ga nesel na rožnik. Pejt spat. In še ena stvar, tam, ker so ljudje pač na kosila hodili, pa golaš, pa to zraven ni zdobil kruha, ampak so imeli otroke, ki so hodili med mizem in prodajali kruh. To je bilo takrat v navadi, se pravi, ni tako, kot zdaj košarca kruha. Kako prisrčno. Ja, tako pride, gospod, bo s teno žemeljco. Ti pa gledaš in goš, rabam, daj 4. Eni so dajali zdravstveno zavarovanje, drugi so pa služili na žemljah. Zato, ker se pogovarjamo o hrani, zdaj, če ste kakršenkoli moj podcast poslušali, veste, da nimaš pojma nej. Ampak, da obstaja moja babi in moja babi. Hvala vsem, ki že ploskate. Ja. Zdaj imamo klem napota, dajmo se to pogovarjati. Moja mama, ki je zdaj, mislim, da 93 stara, še kar going story, zdaj imela raka, pa je že ok, tako da neverjetna ženska, dela pač petršiljevo potico. Ne pehtrano, tako kot sem še. In a si jo ti že kdaj jedel, a veš, da obstaja, a ti je dobra,
A bi jo prišel probat? Mislim, ker na vsa ostala vprašanja lahko odgovorim z ne, samo na zadnjega odgovorim z jo itak stari. Okay, ampak tudi ti nisi še nikoli jedel. Veš kaj najgore, kje je tvoja stara mama? To je vse to. Zato je pa to Dve vasi stran od tvojih otroških krajev. Ja, to je Gornji Grad, prijatelj. Gornji Grad. Ja, Metropola to je čez Savinjske. drugi, lega. To je zadrečki gor na koncu. Ja, tehnično gledano Savinjska dolina. Po mojem Pehtran ne uspeva več. Mogoče mama misli, da dela Spektrana. Gornji Grad. Mogoče mama že cel dan. Ne, dela iz Spektrana. Veš, Gornjegrajski fun fact je, da imajo ta cerkev Gornjegrajska je v bistvu fake ljubljanske stolnice, ne, ker so to ljubljanski škofi naredili, imajo identične dimenzije. 64 metrov v dolino in 64 metrov je kupola visoka. Največja kupola ever. In tam je župnik po moje mega depresija, ker je zmer prazna cerkev. Menjajo se non-stop, to mama meni vse pove. Menjajo se pa... A je preveč to potico nos? Pred zadnjem se je poročil pol. Ja, ker dol Alpo v nižji dolini imajo človeka, ki mu pravijo žu, ker je bil dolga leta župnik, zdaj je pa že dolga leta župan. Ampak to meni noro, tudi ti nisi te. Jaz sem malo upal, da bom dobil. Je pa res, da je moj pedigre bolj delavski in mi smo pri tepenci bili iz različnih koncev, nismo neki avtohtoni, zadrečani in to. Čeprav Petršiljeve potice... Star vrhunske. Ja, ampak kaj, na sladko je ona narejena? Ja. Ampak pol Petršilj zagreni, res pa je, da dejansko, ki jo nareže, to je treba pojesti. Ni tako kot orehova, ki zdrži. Pa nič ne zdrži, pa zdrži. A je v bageti not Petršilj torej? Natanč. Čim je hladna, je že pomen kul. Hitro si recepte zapiš pa to. To Ja, so raritete. to vemo, kje je. Veste, okay. Narod naš dokaze hrani. Tako, je pa res, da tako pravijo od moje mame, fotor je bil prvi s konjem v Gornjem Gradu. Tako, to so bili neki ljudje s kešom včasih. Prvi na Horsu. Tam pobirali, oni so uvažali Petršilj iz Ljubljane. Če imamo cirkus z Ljubljane, bomo imeli tudi Petršiljček z Ljubljane. Tako da jaz sem pa, ful sem malo upoglih zaradi tega, za te povezave. Ale, up golfivi, no. Ja, enkrat. Ne, ampak ti verjamemo. A vsi mu verjamemo, ne? Mislim, to zmerno ljudje rečejo, pa še zmerno vsake 3 kvarte zdaj dobim, to je Pehtrnova, ne, se Pehtrnova, ne, ne, pa se to, da mi Pehtran v cukre, to je bolj slovenska specialka, če se vrnemo k Francozom, oni Pehtran na slano ga šopajo, ne, s piščancem pa tako. No, jaz sem res upal, da bom dobil nek ta, Katarina rekla, nek ta napotov štempel, da moja mama ne laže, ampak ja. Zdaj, ti ne verjameš svoji mami, moraš od meni bolj napota dobiti potrdilo. Mama, tebi ne verjamem, grem napota vprašati zdaj. On pa zmer vse po pravic pove. Ljudje meni ne verjamejo, jaz mami verjamem, jaz se borim za njo. Mislim, ne vem. Jaz sem sam rekel, v tem desetletju, kar se družba tudi enkrat mi še te potice... Ampak si zikr, da je Petršilje, da ni iz Luštreka mogoče. Ali pa iz Selene. To je vse podoben ta profil. Mislim, da če na mojem Instagramu dosti dol poskrolaš, je in mama in potica. Dosti dol pomeni kaj? 17 metrov? Ne vem, par let. 64 metrov globina Gornjegrajske cerkve. Napo, še ti zaključno. Jaz sem v bistvu malo pomešal iz teh svojih zapiskov. Ne? Tako da v bistvu to o teh njivah sem hotel pri Meščanih povedati. Ne? Prej sem v bistvu hotel, vse lahko malo preskakujem, vse ljudje imajo spomin. Ne? V bistvu to zaporniško sem hotel povedati, ker vi ste o teh čuzah govorili blazno, pa o teh ramenih zdaj. Ne? Obstaja en, ki se še zdaj ne morejo zmeniti, te zgodovinarji, ali mit ali ni, ampak v zaporih, tam v Massachusetts, New England, cel ta konc, severnega Atlantika, se pravi severo-vzhodni del ZDA, da so pred 100 leti, v začetku prejšnjega stoletja, je bilo zapovedano, da se v zaporih ne sme več kot 3-krat na teden futrati jastogov zapornikom, ker je to nehumano. In to ne nehumano do jastogov, ampak nehumano do zapornikov. Ne? Ker jih je bilo toliko.
Se le ostrige. Ker so pač te, ja, mislim, načeloma, pa zdaj so različne teze, zakaj ne, mislim, zakaj je bilo nehumano, predvsem, da itak so te, ker ni bilo tazga hudega transporta in tako niso zdaj te jastogi prišli živike, ampak že pač te, ki so jih oni nalovili, malo smrajeni in tako in so pač pol to dajali. Skratka, da je jastok neka blazna delikatesa in nekaj tazga je ratal pač kasneje pa drugje, ne v New Englandu. Možno, da nisem imel prtičkov, da bi se čez pokril. Ja. Kaj pa je danes zakosil jasno, kaj je? Kakšen pir imamo pa danes iz ostrig? Nekaj to veš? Da je dan vači gumija menam, pa da ni treba teh ostrig. Britanci so ostavite ostrige metali, zato ker so jih imeli toliko, da pač niso vedeli kam. To je bil čas hrana revežev. To je čas hrana revežev in so jih, pač ker so, mislim, nekjer še dela ta oyster stout, se ga tudi pri nas občasno. Ja. Mislim, da imaš več različnih na firmah, ko imaš tudi oyster stout, dejansko dobiš kjer. Nočem vedeti. V pivu to pa nam zelo rad. Ampak po mojih petršiljevi potički, oyster stout, te karamelne note, mal slankastega umamija, na un dajmo to probati. To bi bila recenzija za konzum. To probajmo enkrat. Torej, kdaj gremo k babici? Ja, lej, pejmo, res pejmo. Me pa tudi to všeč, da si napota zdaj povabil mene, pa še enkoli ne. Ja. Rabam nekoga s kredibilnostjo na tem področju. Pravica za mamo, glavno. Ne, te meščanske. Veš, jaz sem še lepo videl, ker jaz skozi gledam te dve šole, ki imamo. Ne. Eno je ta nunska šola, Felicita Kalinšek pa Vendelina pa te, ne, one učijo kuhati Slovence, pa Ivan Ivačič, ne. On pa je pač ta moška, hotelirska pa to. Valjda. In še zdaj sem videl, da na Vendelinini knjigi piše, da je to meščanska kuhinja slovenska. Nuna. Ja. A se to je... Ja, se je najprej ta Plajvajsova, ne? Ja, skratka to, se pravi tam noter, po moje to, ne. Jaz to vem, Vendelina je prišla, jo je v 6. ali 7. natisu šele, ne, dobila v roke. Ker prej je Plajvajsova to delala. Ne, ker Felicita, misliš. Slovenska kuharica je Felicita Kalinšek. Skaj vi da to veste? Kaj je napisal recimo Valentin Vodnik, ne, ki je prve te kuharske bukve izdal, prevedel. Ja. Ne le samo navada, ampak tudi spodobnost je, da ženske kuhajo. Žene so skrbnejši za snažnost, iz njih čednih rok je vse prijetnejši, one se znajo urniši obračati, imajo bolj oyster pokus, bistriši poduh za razložiti, kaj je boljši, kaj je zdraviši. Moškim naj ostane učena zdravilska kuha v apotekah. Kuharji so preveč brihtni hoteli biti, ženske premojstriti ali kaj je iz tega ostalo. Oni so znajdli umne mešanja ali nevarne za zdravje. Pod zavitimi in komaj zastopljivimi besedami upeljali eno silno čedo nezdravih jedil, s Ptujmi imeni kuhinjski jezik Nemcem in Slovencem zmešali tako daleč, da nam današnji skoraj ni mogoče v nanje kuharske bukve umeti. Hashtag Girl Power, hashtag kuhinja za prave moške out. Ja, dajmo s tem patriarhalnim uložkom. 3 tipi na odru zaključek večer. Žarul je okej. To je to. Najlepša hvala gradu, ki nas je spet letos gostil. Najbolj zadnjič. Če nas po unmu pred 3 leti so spet vabili. Tako da hvala Boštjanu, ki si je vzel čas, da se hvala Boštjanu pridružil. Hvala vsem, ki ste bili. Če vas zanima tudi druge stvari, ki jih z Anžetom počneva, poslušajte podcast Glave, trenutno v enem takem čudnem obdobju. Sam razložim to. Zelo hiter. Gledava... Najprej povej, med karanteno sva gledala vse filme v Harryju Potterju, ki jih ti še nikoli nisi. Kako mogoče bi jih pa zdaj svojih komentirala? In kakšni so bili te filmi? Pretežno? Super. Ja, strinjam. Zdaj gledava pa hitre in drzne. In zdaj smo pri 3. delu. In jaz sem po 3. delu dobil prepoved gledanja teh filmov zvečer, ko sva ženo skupaj v dnevnih, mora lahko sam še dopoldne, ko sem sam doma. Tako da to bo naslednje. Lahko bi pa sam doma tudi gledal pol še.
Ne, ti ga pa lahko. Ampak lahko ful hiter gledaš, če si drzen. V glavnem, hvala, ker ste prišli. Jaz imam sabo, če bi kdo Tomo gleda Potterja, imam par nalepk, če kdo hoče, grem zdaj napiskati. Jaz sem pa par danes praznuje mrča, tudi če bi kdo. Če bi kdo za ston, to je 100 talam. Jaz tudi. Okay, talava. 50 € magnet za hladilnik. Tako, to je to, najlepša hvala, ploskite še enkrat in to je to. Hvala. Čau. Hvala. A lahko ključ v dvorano, da slikamo publiko? Da samo da dokažemo, da je nekdo prišel.